Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dober večer in dobrodošli v tokratni uri resnice na spletnem portalu Info360. Moje ime je Aljuš Pertinač, z nami sta naša stalna komentatorja Miran Videtič in Peter Jančič, oba toplo pozdravljena. Tema naše nocojšnje debate pa je Jocomanija. Kdo ima prav, Joc Pečečnik ali Blaž Brodnjak? Miran, volilna kampanja se še uradno ni začela, ampak se že ogromno dogaja. Tudi, bi rekel, na bojiščih ali pa strani akterjev, ki jih mogoče nismo pričakovali v prvih vrstah predvolilnih aktivnosti. Predsednik Slovenskega kluba podjetnikov SBC Joc Pečečnik je najprej presenetil z izjavo, da je Golobova vlada naredila več za slovenske podjetnike kot vse vlade prej. Na kar je odstopil po tej svoji izjavi, odstopilo je celotno vodstvo SBC-ja. Kako ti vidiš to zgodbo? Zdaj, če držijo informacije, se je njemu počasi tudi že mandat iztekel, tako da je vprašanje nekega velikega rizika. Samo prehitel vlak. Ja, pravzaprav ni imel. To, da je pa podprl Goloba, pa pravzaprav vse to smo mi že govorili v naši oddaji, pa mislim, da je tudi od naših kolegov ali pa od vas, ki se ukvarja tudi s kakšno pisano besedo že zapisal. Tako da zame ni bilo to neko veliko presenečenje. Bilo je tako kot te reklame na YouTubeu, bom rekel. Ne veš, kdaj bojo, veš pa, da bojo. Tako da enostavno od Joca je bilo to, Pečečnika je bilo to za pričakovati. Je pa dejstvo, da so tukaj pada, bom rekel, verodostojnost članov SBC, torej vseh teh podjetnikov, ki pa za razliko od Joca res nimajo interesa posegati v dnevno-politične boje, in pri katerih je pa verjetno zavladalo kar ogorčenje. In enostavno, jaz mislim, da je bila edina možna reakcija ta odstop. Vidimo pa, da se zdaj dogajajo določeni manevri strani Joca Pečečnika. Prav danes sem dobil informacijo, da v nekem hudem besu navalu besa, bom rekel, odpušča ljudi po SBC-ju. Seveda tudi statistično, kar je povedal v javnosti, drži. Statistično nihče ni zapustil SBC-ja, čeprav v praksi pa je to malo drugače. Statistično pravim zato, ker imajo vsi članarine še za tekoče leto plačane in seveda se štejejo kot člani, čeprav v praksi pa slišim, da je to kar veliko odpuščanja. Je pa tako, vsi poznamo Joca Pečečnika. On je bil vedno, Srbi imajo lep izraz, v slovenščini ga nimamo, posvudoša. Torej, s katerokoli oblastjo, spomnimo se, tudi v 2-letni zadnji Janševi vladi je bil blazno zlizan z Počivalškom zaradi teh svojih poslov. Jaz mislim, da enostavno je on začutil, da bi pa rad postal ta državni kapitalist, kar je vidi v Golobu, kar vidi v Jankoviću, in da ga je enostavno to zamikal. Mislim pa, da je kot profil človeka, mislim, da nima te kapacitete, da bi bil v prvi vrsti teh, bom rekel, državnih kapitalistov. Peter, zdaj mislim, da celo ustanovni član SBC-ja, podjetnik Marjan Bategel, je to Pečečnikovo izjavo, to pismo pokomentiral s tem, da je Pečečnik plunil podjetnikom v obraz. Zdaj ni bilo slišati veliko podjetnikov ali pa praktično skoraj nikogar, ki bi se strinjal s Pečečnikom, da je Golobova vlada naredila največ za podjetnike. Imamo pa to reakcijo Bategelja, ki pravi, da je plunil podjetnikom v obraz. Najpomembnejša stvar je odziv predsednika vlade v odgovorih na poslanska vprašanja, kjer je ne, da bi ga kdorkoli kaj vprašal, odgovarjal na to dilemo in je povedal, da ga zaradi tega velikega dosežka, te minimalne plače, zdaj napada opozicija. To je kampanja na ravni Nike Kovač, ker si izmisli, da je v Sloveniji ogrožena pravica do splava, ki je noben ne ogroža, nikoli je ni, nobene spremembe zakona niti predlagana, ni bila in z tega dela strašno kampanjo z lažnivim podtikanjem. Čisto enako tudi ravna premier. Premier je zaradi zakona o minimalni plači, ki ga uzakonjajo v času volilne kampanje. Niso ga v 4 letih ni naredil nič. Ampak zdaj v času volilne kampanje še niti uzakonje ni. Ni, tretje branje šele bo.
prav tik pred volitvami, je tu namerno to naredil, res, da se mu ni šlo zaradi tega upora med podjetniki, da bi lahko dobesedno nabiral politične točke in to se je tudi tu pokazalo. Pri tem, kako bi rekel, ravnanju Pečečnika je bilo pa dodatno sporno, to sem jaz povedal že zadnjič, pa tudi v kolumni opozoril, da pa on govori, da nobena vlada od leta 2006 ni naredila popolnoma nič, ob dejstvenem stanju, ki je takšno, da je to vrstni zakon bil sprejet leta 2008 v času vlade Janeza Janše. In zdaj poslušamo šefa vlade, ki pravi, da je opozicija strašno proti temu. Glejte, opozicija, torej SDS je edina to uredila. In to jih boli. Zdaj, tisto, kar pa mene fascinira, pa je to, kako jim lahko tako zdrsne. To je slabše od najslabšega novinarstva. Tudi politična propaganda mora temeljiti na točnih, preverljivih dejstvih. Ne moreš govoriti neumnosti, tako da te dobijo na vseh koncih, da je čisto vse narobe. In to ne dela Pečečnik, to dela predsednik vlade. Stranke še vedno največje, zdaj mu sicer ne kaže več tako dobro. Mene bolj to skrbi. Zdaj odzivi podjetnikov so pa najbrž bili v skladu pa s tem, kar so doživeli v zadnjih mesecih. Ni bilo lahko poslovati, glede na to, da... Jaz mislim, če kaj, mora ravno ta odziv podjetnikov znotraj SBC, ki so ga vendarle nekako hoteli mačkan skrit, pa zataškati, pa nekako poročati skopo, je tisto, kar je ogledalo Golobu. Tako da, veš, je pa to, mislim, narcisi se pač hranijo s tem, da se postavijo pred ogledalo in da lažejo sami sebi. In potem to laž potem ponavljajo tudi v javnosti. Ker to je, mislim, zavedati se, da je v resnih težavah, da je praktično spravil, torej z Levico skupaj državo spravil na pota brez povratka, kakor se temu reče, je verjetno za take narcisoidne tipe prehudo. In njemu seveda ta Pečečnikova zgodba godi. Kar se tiče pa tega, da so nekatere vlade že nekaj naredile, to se drži, ampak štetje po Golobu je od leta 2022 naprej. Prej ni bilo nič. Ni bilo ne kraljev, ni bilo ne kraljev, ne cesarjev, ne particev, ne prve Peterletove vlade, ne Drnovškovih vlad, ne zadnje Janševe vlade. Štetje se začne. Poglej samo to, kako oni zapišajo kakšne hvalospeve sami sebi. To, kar niso nikoli še naredili, zdaj delamo. Zmerno vse tako začne. Skratka, oni vse delajo prvič. Ja, ampak to je psihopatsko. To je res huda psihiatrija, kar se grejo tem. Meni se sicer to niti ni bila prva taka zelo nenavadna izjava. Jaz vem, da sem pred časom poročal, se je večina medijev, tisti nenavadni obljubi Pečečnika v imenu podjetnikov, kako bo predsednici republike postavil stavbo. Rezidenco. Ker imajo podjetniki tako ogromno denarja preveč pri tej državi, ki ima nizke davke, očitno pa jih, da res sjajno živijo. Z vidika podjetnikov je že tista izjava bila nenavadna. Naša država nikakor ne slovi po nizkih davkih in prispevkih in potem, da ne bi bila sposobna poskrbeti za najvišje predstavnike. Zdaj, drugo vprašanje pa je, zakaj predsednik ravno nima ne še neke dodatne stavbe. Čeprav tudi to ni res, da zanj ni poskrbljeno. Kakor jaz vem, sicer se je Pahor temu potem odpovedal, ampak že še Brunarico je iz časa Tita pa Kardelja dobil predsednik republike. Pozneje tudi uradno Drnovšek. Tu spravi te, kako bi rekel, ugodnosti iz časa socializma, ki niso čisto običajne. Protokolarnih objektov je dovolj. Viš, problem je v tem, to, kar si omenil, ta primer. To samo kaže na tisto, bom rekel, tisti, ki Joca Pečečnika bolje poznajo, on enostavno hrepeni po tej torej po medijskem pojavljanju. In kot vidiš, ko je na oblasti Janša, je lahko on komot hodi Janševim ministrom, ko je na oblasti kdo drug, celo plačuje, bom rekel, zabave, sam se je pohvalil, takrat mislim, da pri Trojčku. Ja, se tudi sam se je odločil, kako tako, je bilo zarazumeti, da bo to oblast. To je nek lik, ki je pravzaprav neke hrbtenice, nekega lastnega jaza, nekih načel moralnih in etike pravzaprav nima. In mene je že zato presenetilo, da so si podjetniki tega človeka
zbrali sploh, da jih vodi. Jaz bi še eno stvar opozoril, da je stvar ni sam Pečečnik. Ne. To se je zgodilo ravno v času, ko je vlada morala preklicati razpis, da bojo porabili 40 000 evrov za to, da bojo oglaševali uspehe vlade v tisku iz proračunskega denarja. Ne. Potem se jim je zgodilo to. Ne. Mi smo skoraj hkrati imeli v teh njihovih medijih, ki jih plačujejo, necenzuriranim, pa to velik škandal, kako bi tam na nekem Facebook profilu nek gospod Novak ne objavljal neke ugodne tekste za demokrate. Ne. Nič pa v največjih medijih ne beremo, vsaj kako sem jaz slišal, da je Meta prepovedala kampanjo Slovenija naprej, ki jo pa direktno plačujejo demokrati. Ne. Drži. To je največja vladna stranka, ki vlada državi z ogromno denarja v to kampanjo. Ne. To pa nič, ne. In preplavili Slovenijo z plakati in tako. Ne, ampak tudi Meta, to je isto, ne Meta je tudi Facebook, ne. To je isto. Zakaj se govori o nekih demokratih, ki so majhna stranka, ne kaže jim sicer, da bojo tretji, četrti, peti, ne, ampak daleč za prvima dvema, ne, o največji pa nič, ne, to je, ne. Sej celo več, ne, pred leti je bil primer človeka, ki je bil v LMŠ-ju in potem kasneje v Gibanju Svoboda, ne vem, še, ne, ki je pravzaprav v Facebook profile lažne, zavajajoče, prodajo celo državnim podjetjem. Ne, pa takrat recimo Niko Kovač to ni zmotil. Ne. Skratka, gremo v eno tako zelo brutalno kampanjo, kjer pravzaprav vidimo, so se prešteli, po domače povedano, nevladniki, torej te nevladniki politično, ideološko aktivirani in pa motivirani, verjetno tudi finančno, cel kup enih medijev srednjih bo tukaj držala štango aktualni oblasti, ki pa pošteno povedano nima pravzaprav kaj za pokazati, še tisto, s čimer se ne strinjamo, pa recimo, da se lahko reče, da je nekaj za pokazati, je delo levice. Tako da ena praznina imenovana en lupek Gibanje Svoboda, ne, ki je prišla pravzaprav zato, mislim, zbrana z vseh vetrov, danes vidimo, ne, kje vse so harali in operirali, ne, si želi na neko manipulacijo, na neko zavajanje priti še do enega mandata, kjer bi verjetno podaljšali to svoje uživanje za 4 leta. Zdaj, verjetno ni Pečečnik spontano se spomnil, da bo pohvalil Golobovo vlado ravno na točki, ne, participacije zaposlenih na dobičku. Če bi jo pohvalil za kakšne bolj, bi rekel, dosežke v narekovajih, ki bi koristili podjetnikom, bi verjetno tvegali, da bi sindikati, ne, oziroma zaposleni skočili v zrak, ne, češ, zakaj zdaj hvali Goloba. Ne. Po drugi strani pa tudi do zdaj nekako ni bilo vtisa, da Pečečnika to vprašanje tako zelo tare in da je on zdaj 20 let čakal, da se to uredi. Zgodovinsko je to bila zgodba, ki jo je v parlamentu sicer neuspešno zbirala Levica. Luka Mesec je recimo pred 7 leti poskušal nazadnje pred volitvami. Pa tudi, že SD še dosti prej. Levica, to širše smisel, ampak prvo Luka Mesec vem, da je eden od teh, ki so prav zdaj v gradivu, če greš nazaj gledati kot neuspešni, navedeni, pa vedno je to pred volitvami. Vse celo Janševa vlada je, če smo pošteni, leta 2008 to pred volitvami naredila. Ne. Tako da je to naredil Pečečnik, je res malo nenavadno. Ne. Še posebej, ker ta vlada že itak je zadnje čase zelo dosti stvari naredila, ki so dobesedno iz arzenala Levice. Tudi Luka Mesec konec koncev, ne. Če spomnimo to, da je proračunu načrtovano povišanje plač v javnem sektorju minimalnih, ne, za 3%, ne, oni so pa, Luka Mesec je pa sam povišal za 16%, mimo proračunskih načrtov so zdaj težave. Ne. Že predtem so pa delili v bistvu to zimski dodatek, ki je drugače tudi se bi naj imenovalo božičnica, ne, ker se pa deli po tistem sicer dodatno, Janševem zakonu, še dodatno v podjetjih, ne, že tu je, ne, ta precejšnja zmeda, tako da mislim, da tu je igral na to levo agendo, da bi jo dodatno propagiral in da je zato tudi še toliko bolj razjezilo podjetnike, ki pa, jaz sem to napisal, niso po kisli juhi priplavali, no, se to vsi vidijo, no, in najbolj ga jaz mogoče Pečečnika razumem na ta način, ne vem, kaj se mu je dogajalo doma ali pa v službi, tega ne moram vedeti, po mojem ga je bil klical in dan pritiskal, zdaj, ali je to bil kak gospod, kakšna gospa, pa lahko samo kabinet zelo rad kliče, ne? Ja, pa kdo tam blizu, vemo, da so Subotiča klicali radi za kakšne uživanje in podobno. Skratka, jaz mislim, samo ta stavek, jaz mislim, da gre tle za izključno dogovor Goloba in pa Pečečnika. Zdaj, kakšni so pa motivi,
je pa zdaj vprašanje. Ali pa koga blizu Goloba, ne? Ni Dobro. nujno, da je osebno klical. Sej ni mogoče osebno klical, ne? Mogoče je pa Pina klicala, ker- kako je rada klicala Subotiča in V podobno. bistvu, ko je dal to ven v javnost, smo vsi razumeli, da je pohvalil Goloba in Goloba. Ja, izključno je on Goloba pohvalil. Ko je pojasnjeval to, je pa začel govoriti, da sta to itak naredila državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Matevž Flangeš in minister Han. Minister za finance. Takoj so to napisali. Prvo obvestilo medijem je bilo. V prvem ne vem, če sta prvo obvestilo medijem, jaz sem ga posebej objavil, je bilo. Sam mediji niso tega prenesli. Mogoče niso prenesli. Je bilo to, pa da je bil proti finančni ministri neke težave. Pa so domači mediji odigrali. Ja, naslovi so bili, da je Pečečnik pohvalil Goloba. Skratka, jaz mislim, da pravzaprav tle brezplačnega kosila ni. Mi vemo, da ima Pečečnik že leta in leta zdaj silno potrebo, da se znebi tistega bežigrajskega stadiona, oziroma da mu država vsaj večinoma nekih investicijskih ciklusov pokrije, ne? Ali pa pristopi, ali pa karkoli. In pa po drugi strani govori se o nekih težavah njegovih, bom rekel, tudi davčnih. Ne? Tako da, to drži ali ne, jaz ne vem, ampak dejstvo je, da verjetno ta Golobov svat je imel neke svoje načrte. Ja, ker motiv je mogel biti močen, Peter. Ne? Sklepam tudi potem, ti si dolgoletni novinar in urednik. Ne? Ta pač elektronsko sporočilo ali to sporočilo, ki ga on poslal, Petri Soldat na finance, ne? Mačka, imaš naslovnico zame, da pohvalim Goloba. Ne? A si se ti kdaj srečal že s tem v svoji dolgoletni karieri? Ker Pečečnik kakorkoli drži to, kar je Miran rekel. Ne? Pa če hitreje govori, ko misli, včasih tak občutek je rad v medijih, ampak vse ni, tudi on ni po kisli župi priplaval, ni od včeraj. Ne? In je moral verjetno vedeti, kaj bo to njegovo sporočilo povzročilo, še posebej, ker je bila vsebina te pohvale taka, da ni mogel verjetno pričakovati, da bo, ne vem, časopis Finance skakal v zrak od veselja, če bo on pohvalil. Zato sem prej rekel, da dvomim, da je Golob posebno, ne, imam posebne izkušnje, pritiski so. Zelo redko to naredi glavni šef ali pa minister, ampak uporabijo nižje enote pa sile za te pritiske. Ne. Jankovićeva šola. Te pritiske pač smo uredniki pa novinarji šolani na nek način zato, da se znamo odzivati. Se pa svoje na ta način tudi kaj zveš o njihovih namenih. Ne. Zdaj, vprašanje, kako se odzoveš, no? Da bi kdo meni napisal Mucek, da je to na naslovnico, to pa še nisem držal. Da gre za dogovor, kaže ravno to, kar je izpostavil Aljuš zdaj, ne? Da je on klical novinarko, kaj bi rad naredil. Ne? Ni on zdaj prišel, niso novinarji prišli do njega, pa bi to v nekem spontanem intervjuju, pogovoru pač to povedal. On je iskal pozornost novinarjev, da jim prenese pohvalo do Goloba in to je, mislim, si lahko naiven, kolikor češ, ampak to kaže, da je on imel agendo, kaj mora narediti. To bi rad rekel, kar se tiče medijev, bi lahko na prostem primeru predstavil, da so mediji pa čisto poblazneli. Ne. Jaz sem objavil zgodbo, ne, o tem, se je lani pač zbralo za ta prispevek, ki ga na novo zdaj vsi plačujemo tudi upokojenci, 140 milijonov ali celo več denarja preveč, in da so to iz zdravstvene zavarovalnice poslali Ministrstvu za finance, ker imajo to v enem skladu, da likvidnost pokrivajo pa pravijo plemenitijo. Ne. In potem sem gledal, jaz čez par dni so imeli na Pop TV objavljeno zgodbo, ker kao preverjajo resničnost izjav in preverjali so resničnost izjave Luke Mesca, o katerem smo ravno govorili, ker je on rekel, da se ta denar porablja, ko je to že bilo jasno, izključno namensko. Glejte, v lanskem letu so zbrali 350 milijonov, recimo, če smo velikodušni, 140 milijonov lani niso porabili. In potem rečejo v mediju, da je izjava, da je bil denar porabljen namensko, absolutno točna. To so objavili. Denar pa ni bil porabljen. Če si ti zbral denar, pa ga nisi porabil. To ni namenska poraba. Namenska poraba bi bila, če bi porabil za namen, za katerega je bilo. Ne? To, da so pol poslali na Ministrstvo za finance, jaz razumem, ampak to spet ni namenska poraba. Ne? Ministrstvo za finance zdaj pravi, da so oni ta denar dali na komercialne banke, da ga tam dobijo obresti, da pol lahko plačajo obresti. To spet ni namenska poraba. Ampak da pa novinarji napišejo, da je. Ne? Jaz razumem, da politiki pač prodajo meglo, pa se izmikajo, pa manipulirajo, ampak da pa novinarji čist naravnost napišejo nekaj, kar je absolutno bebavo. To pa je presenečenje in temu smo priča. Ne? In zato očitno so politiki uspešni, to hočem reči. Pečečniku tokrat ni ratalo, ampak v primeru Pop TV pa 24 ur pa mesecu je uspelo. Tam so pa dejansko
zapisali, da je to, da denar ni bil porabljen za namen, za katerega je bil zbran, ker res ni bil porabljen 140 milijonov, da je to namenska poraba. Ja. Vsak, ki bo od gledalcev, jaz verjamem, da je vendarle v tej državi še vedno tista večina, ki bo te številke nekako in pa dejstva, ki se dogajajo, sploh pa če imaš recimo starše v domu ali pa enega od staršev ali pa če imaš oskrbo na domu, pa vidiš, da se nič ne spremeni, se boš vprašal, 140 milijonov plemenitite, da dobite obresti, mislim, da okoli 100 000 evrov, hkrati pa čakamo ljudje na tisto, kar bi se mogli tako že od julija so začeli to pobirati, nekako izvajati. In če so šli na ta harač, na ta davek, bom rekel, na zalogo, in so pravzaprav imeli druge namene, kot pa ta plemenit namen. Gremo še pa malo naprej, To je v bistvu metodologija te vlade, Oni zdaj z zakonom o državni tiskovni agenciji določajo, da bo državna institucija, to je tiskovna agencija, izvajala to vrstna preverjanja, ki je tu komercialna televizija izvedla na tak način. Predtem se nam pojavi v medijih kar neka nevladna organizacija, Oštro, znane politične aktivistke leve, Anuške Delić, ki izvaja preverjanje in ogromno financirana iz vlade. Zelo, Iz Ministrstva za kulturo, pa še za javno upravo. Hkrati pa ta ista institucija v METI, ki smo jo prej omenili, pa izvaja nasvete, kaj je treba na METI umakniti nazaj, kjer je vsebine. Te stvari so nenavadne. Je dobro javnost na to opozori, da ne sme verjeti novinarjem, medijem, nevladnim organizacijam, ker to vse, oprostite, to plačamo. Zato sem pa jaz, pa ne toliko v šali, tudi zares upozoril v enem svojem zapisu, da dolžnost mladih, to je dolgotrajna oskrba, družinska, dolžnost mladih je, da predvsem poskrbijo za svoje seniorje, da jim omogočijo dostop do alternativnih medijev. Ker vidi se, da Golobova vlada z vso to svojo falango, nevladniki, mediji, Joci, Pečečniki in podobno, štarta na dve skupini ljudi. To so v prvi vrsti javna uprava, na kar ima direkten vpliv, kako zalivati, ali pa omogočeno je, da jih zaliva z denarjem, in pa naši seniorji, ki pa pravzaprav so podvrženi tem lažem, manipulacijam preko teh, ne morem drugače reči, trobil. In v bistvu to sta dve skupini, ki jih je Golob targetiral, oziroma Gibanje Svoboda, ki so jih targetirali, da bi jim prinesli nek uspeh na volitvah. Tako nesramno, pa tako grdo, mislim, da še nikoli ni bilo v tej državi. Mislim, moramo vsi opozarjati, in starejše, in mlajše, da je treba čisto vse kritično presojati, in medije, in oglase, in Pečečnika, ker ni za verjeti. Zdaj, če govorimo o dolgotrajni oskrbi, vse namensko je denar pa zapravo res bil porabljen, ampak samo če dolgotrajno oskrbo razumemo čisto dobesedno, da gre za dolgotrajno oskrbo državnega proračuna, kjer so si zrihtali 150 milijonov rezerv, zato da pokrivajo likvidnostne luknje, ki zdaj nastanejo po bolnišnicah, po občinah, po državnih ustanovah, ker so izplačali zimski dodatek, pa ker so podvigli minimalne plače in za lahko hitro likvidnost tudi z tega potencialno pokrivajo. Vemo pa to ker točnega vzorca, kam so teh 140 milijonov razdelili, v resnici, tudi ko so jih dodatno prosil, niso razkrili. Rekli so, da gre to deloma komercialne banke, malo kot vloga Banko Slovenije, nekaj pa vsem tem subjektom, ki sodelujejo v tem likvidnostnem skladu, ampak kjer in pa koliko, to pa niti slučajno. Saj to je podobna zgodba, kot recimo 4-mesečno podaljšanje veljavnosti vinjet, Se pravi, revolt zaradi zastojev, kolapsa prometa, namesto da odpraviš vzrok, ti probaš maksimizirati, izkoristiti posledice in rečeš, bomo pa vinjete podaljšali za 4 mesece, lih toliko, da bo šle volitve mimo. Da gre volitve mimo, pravi problem je, da v 4 letih se je vlada držala obljube svojim lastnim levim nevladnikom, da ne bo širila avtocest, ker je širjenje problem, ker več kot je avtocest, več je prometa, zdaj, ker niso nič naredili, so zdaj na koncu za 4 mesece ukinili še dodatno financiranje, da bo še težje narediti, širiti avtoceste, ki bi jih kot država morali, ne zaradi samo svojih ljudi, ki se vozijo v Ljubljano, pa Maribor, ampak tudi zaradi mednarodnega prometa, ki se vse bolj seli
Ko je pri cestah, je to še težko, ampak pri železnicah je Avstrija medtem že naredila obvodno železnico mimo nas, s katero danes iz Dunaja do Trsta prideš hitreje kot preko Slovenije. Obenem je pa čudno, Peter Miran, da veletrgovci recimo niso tega sami pogruntali, da če bi odprli več trgovin, več blagajn v trgovini, da bi imeli več kupcev. Zdaj, odstopilo je vodstvo SBC-ja, odstopil je Pečečnik, ti Miran praviš, zdaj se Pečečnikov odstopu celo odpušča nekaj ljudi. Tako sem danes se pravi, kolapsirala na nek način organizacija, Ravno v času, če bi hotela funkcionirati kot neke vrste oblika skupina pritiska, kar je v štartu tudi verjetno bila, saj tako smo jo lahko percipirali, zdaj ne bo mogla, se pravi pred volitvami, ko bi jo v narekovajih rabili, ko bi podjetniki rabili nekoga, da jih zastopa, tega ne bo. A je možno špekulirati, ti si sicer rekel, da nočeš špekulirati o motivih Pečečnika, je možno špekulirati, Peter, da je bil to končni namen, se pravi, da se eutanizira neko organizacijo, ki pa vendarle združuje ljudi, ki imajo ugled in doseg v Sloveniji, čeprav so bili zmeraj praviloma veliko bolj v ozadju, kot pa recimo predsednik Pečečnik, tisti, ki so tam še ostali. Dejansko so že, bodimo pošteni, zakonodaja strogo prepoveduje vsako financiranje strank ali pa kampanj iz katerega koli podjetja, celo SP-ja zasebnega. Strogo. Ne smejo nič, tudi zastojnsko ne smejo nič dati. Sam sebe ne smejo. Pustimo zdaj to, da goljufajo, pa neke Kovač financirajo, pa te nevladne organizacije potihem, ker tam lahko vse skrito naredijo, ampak formalno po zakonodaji je podjetnikom vpliv na politiko onemogočen, ker jaz mislim, da je izjemno slabo. Ker dolgoročen razvoj države, mi živimo v moderni kapitalistični Evropi, je pa od njih odvisen. In to, da imajo lahko vpliv tisti, ki imajo obratne interese, samo, ali pa neke tuje države, ki tudi vse živo delajo, to ni dobro. Jaz bi tem ljudem vendarle dal, poglejmo ZDA, Trump je to elito ekonomsko, na svojo inauguracijo absolutno takrat vso povabo, ne glede na to, da je deloma v resnici bila bolj demokratska, v preteklosti. Izključno demokratska. Ali pa izključno demokratska, ampak zato, ker se zaveda pomena teh ljudi, pa tudi tam pa lahko prispevajo. Res pa je tudi, da v Ameriki to pri nam se pogosto skriva, ni tako preprosto, kot tu pri nam prikazujejo, da denar kar leti. Tam zbirajo denar, ker država sofinancira. Ko ti zbereš, toliko ti da država še enkrat zraven. Pri nas pa ni tega. Pri nas pa vse prihaja iz proračuna zdaj. Imajo te obstoječe stranke, predvsem Svoboda ali pa SDS, velikansko prednost pred vsemi drugimi, ker oni pa dobijo ogromno denarja z proračuna, drugi pa ne morejo od nikoder. Videla se boste oba spomnila, ker sta dovolj stara, 90. leta osamosvajanja, kjer so bile obljube vitke države, kjer bo prosperiralo, podjetništvo, obrtništvo, kmetijstvo, znanost. Majhna država, velikih dosežkov in podobno. Potem pa se je ta zgodba skozi to politično ideologijo prevesla v smer, da je pravzaprav podjetnik tisti, ki ustvarja sam, z bajonetom terati v morje. Veliki idoli so postali pa državni kapitalisti tipa Golob ali Janković, ki so pravzaprav obogateli preko države. Tako da jaz srčno upam, da vsaj s prihodno vlado in pa potem naprej mi res zaživimo tiste sanje 90-ih let, kjer bo ta pameten narod, moder narod, narod, ki zna delati, ki zna ustvarjati, res prišel do neke, takrat so rekli, vitke države, kar je bilo verjetno mišljeno za javno upravo, in pa kjer bo podjetnik, obrtnik, kmet, znanstvenik, prosperiral. Zdaj, kar nam je uspelo, nam je nekaj na, bom rekel, področju medicine, kjer imamo fantastične posameznike, nekaj na področju športa, kjer imamo fantastične posameznike, nekaj okoli znanosti in to je vse. Vse ostalo smo pa mi pravzaprav prilagodili tej ideologiji. To bi še rekel. Pa eno napako imamo v celi tej filozofiji. Normalne države, ki hočejo napredovati, skušajo spodbuditi to, da bi podjetniki pa ljudje pametno investirali dobičke v stvari, ki bojo pomenile napredek za državo. Pri nam se cel čas pogovarjamo, kako čim bolj deliti, čim bolj naj ta dobiček zgine, ne da ga investiramo. To je po mojem tisto najbolj precenljivo sporočilo tega. In še to bi rekel, zato bi jaz rad, ali pa bi morali tudi mediji pravzaprav omogočiti, da se slišijo glasovi
tudi tistih podjetnikov, ki so drugačni od Pečečnika. Ne. Tu mi je bil Blaž Brodnjak všeč. Pa neki imajo tudi dober razlog za to, da so previdni, ker Brodnjak vodi zdaj banko NLB, ki je v zasebni lasti, večinsko, ki on ima čisto osebni interes, kot bi ga mogel imeti tudi šef vlade, da je zainteresiran za uspešnost podjetij pod njim, pa posameznikom, ker sicer bo njegova banka propadla. In ta njegova svarila, ki jih izraža, da se selijo neke stvari v druge države, Bosno, na Hrvaško, in da vlada to spodbuja, in da njega poka srce, ko to vidi, ta svarila so logična, so točna. In s temi stvarmi bi se morali dosti bolj ubadati, kot s temi, kako bi rekel, političnimi bombicami zdaj, kako čim bolj deliti nekaj. To sem pa hotel vprašati, zakaj recimo to, kar naredi Pečečnik, je v krajšem času veliko bolj odmeva, kot to, kar recimo počne predsednik uprave NLB. Pa zdaj vsa čas Pečečniku, ampak on itak pravi, da govori v lastnem imenu, čeprav se podpisuje kot predsednik SBC, medtem ko pač Blaž Brodnjak ne samo v Sloveniji, ampak tudi v regiji, eno največjih finančnih inštitucij, del časa že opozarja čist kontra na stvari kot Pečečnik, pa to ni glavna recimo tema mainstream medijev, dominantnih medijev, ne teče v tem neka javna debata in tako naprej. Pojasnilo o tem je zelo preprosto. Gospod Brodnjak kritizira ravnanje vlade in naši mediji kritik ravnanja vlade, tudi ko so utemeljene, upravičene, nočejo objavljati. Jaz se spomnim primera, jaz se spomnim primera, ko je gospod poslal neko pismo drugim podjetnikom v okviru drugega kluba podjetnikov, kjer je pač opozoril, da je bila nagrada Robertu Golobu v GEN-I popolnoma nezaslišana. Ne tista, ki jo je že dobil, ki je bila tudi mimo zakona, ampak tista dodatna še milijon. In to pismo je bilo izjemno zanimivo. Jaz sem ga pridobil, uradno sem ga objavil, sem bolj gledal medije. Noben večji medij tega ni objavil. Ne upajo si, strah jih je. Zato ni tega odmeva. Tudi ko je šel gospod Brodnjak zdaj na neke že pomembne institucije, pa javno govoril, je tudi bilo to v medijih, si bolj moral po internetu iskati, da si videl, ko je rekel, kot da bi prebral recimo... viralno je postalo. Ta strah, ki ga je Peter omenil, je tudi odgovor na podjetnike. Poglej, prvi predsednik Milan Kučan, ko je šel v penzion, recimo, in se je pravzaprav vedel, da bo on še vedno akter, je ustvaril tisti forum 21. Zdaj, pojmo sestavo tega foruma 21 gledati. Jaz bi verjel tej ideologiji, ki jo Kučan predstavlja, če bi on v ta forum 21 pripeljal 20 prvih podjetnikov države. On je pripeljal 20 državnih kapitalistov. Se pravi, čisto vsi, ki so bili tam, ali pa v čast izjemam, so obogateli na račun države. In seveda tudi podjetništvo vidi smer, ki jo ta država, ta ideologija, torej v katero smer se to pelje. Kučan je absolutno, bom rekel, prvi človek te ideologije, te skrajnosti, ki nas je v zadnjih 15 letih pa prav usekala orank v glavo. In je pravzaprav vsak podjetnik si potem reče, ustvarjaš, tiho si, mislim, nekako bom rekel, ta psihoza bivšega režima, ker sicer podjetništva ni bilo v taki meri, kot je danes, ampak bodi tiho, delaj svoje in upaj, da te ne bojo, ker imajo pa vse v rokah, od finančne uprave, takih in drugačnih inšpekcij in ti lahko nagajajo. Tako da jaz mislim, da tle je odgovor. In ključno je pravim ta Kučanova poteza. Če bi on takrat podjetnikom pokazal, dobrodošli ste, boste z vami bom soustvaril ta forum 21, lahko tudi umetnike povabiš, ampak ne pa državnih direktorjev, ki so privatizirali podjetja državna. In drugih nismo imeli. In pazi, ampak to so idoli slovenskega socialista. Kordiša, Mesca, Aste Vrečka in podobno. Mi smo res svet narobe. Jaz to rekel, mene je presenetilo to, na kak način so potem, ko je šel s temi kritikami v javnost, poskušali diskreditirati Brodnjaka. Recimo, ko je kritiziral ta dosežek, da so načrtovali 3% povišanje minimalne plače, pol pa se odločili za 16, pa nimajo nikjer to načrtovano, bo zdaj nek problem. So potem Luka Mesec povedal gospodu Blažu Brodnjaku, da so davkoplačevalci nekoč sanirali NLB
In zdaj on vleče velike dobičke iz te sanirane NLB. Ne. Iz tistih 2 milijard. Jaz se pa tega spomnim in jaz vem, da davkoplačevalci smo to sanirali tako, da nam je Alenka Bratušek vzela denar nam, ne? In da je vzela denar tudi tistim, ki so imeli tiste podrejene obveznice, milijardo. Ne? In pa 2 privatni banki umestila, da jih saniramo še zdaj. 2 levi banki z največ 100 milijarde. Pa ne samo to. Ne? Večina Slovenije prej ni slišala. Potem, ko je nametala davkoplačevalski denar v vse to, ne? Potem je pa naslednja leva vlada, NLB, pa druge banke poceni prodala tujce. Poceni, glede na to, koliko je tja bilo vloženo. In zdaj pravi, Luka Mesec, da smo davkoplačevalci to sanirali in da ima zdaj ta novi direktor, ki takrat ni bil v tej banki, pozneje je prišel, da ima zdaj zaradi, da tako rekoč izkorišča uboge davkoplačevalce, ki so se dali, da ima danes takšno plačo, ki jo ima za uspehe, ki jih ima. Glede, to pa je res neverjetno. Politiki zavozijo in pol rečejo, da so navadni ljudje krivi za njihove bedarije, ki so jih naredili v škodo, pa vseh ljudi. Ne pove pa, da je ta uprava dvignila dobičke, ki se zlivajo tudi v državni proračun in podobno. Skratka, problem Brodnjaka je trgovski lastniki še zmeraj. Zakaj pa se je NLB sploh znašel v takih težavah pred tem? Ja, zaradi slabega vodenja točno državnih politikov, ki so je nastavili ti isti politiki. Recimo gospod Kramar je bil predtem direktor, ki je bil prej pa šef kabineta v Beogradu Janeza Drnovška. To je pač bil politično nastavljen direktor, lahko se sprenevedamo vsem ali tja. Zdaj, jaz sem nekje zasledil, pa me popravita, če sem falov, ampak da je predsednik uprave NLB Brodnjak nekoč izjavil zase, da je v bistvu socialni demokrat. Spomnim se nekega pogovora. Zdaj, a veš, to je problem. On je predvsem, iz oči te skrajnosti, zdaj govorim. Ja, saj te njegove kritike niso, zdaj bi jih težko obtožili za nek hud neoliberalizem. Ne, niso. Vampirjeni kapitalizem. Sej to ti hočem reči. Ampak kje je potem mentalni sklop tega skrajneža, kot je Luka Mesec, je pa tak. Ne moreš biti ti socialni demokrat, ti si lahko socialni demokrat samo, če si direktor državnega podjetja. Ne moreš biti pa ti si neoliberalc. Skratka, hočem ti reči, potem, jaz sem lahko socialni demokrat, ampak sem hkrati tudi domoljub. Ti ne moreš biti domoljub, oziroma ne moreš biti socialni demokrat, ker ti si domoljub, to je po naših kriterijih fašizem. To je malo problem, moraš priznati tudi Matjaža Hana, če Luka Mesec določa, kdo je lahko socialni demokrat v Sloveniji. Absolutno. Ampak kar se tiče pa Luke Meseca, bom pa še jaz malo nesramen do njega. Vse od človeka, ki falsificira fotografijo z uporabo umetne inteligence, kako je Burek, ne moreš kaj dosti pričakovati, se mi zdi. Tako da, zdaj, to sem hotel vprašati, ta kampanja, ki ni uradna kampanja, ampak vsi vemo, da je v bistvu predvolilna kampanja, če pogledamo zdaj manj uspešne rezultate ali pa neuspehe, si že omenil, Peter, tista promocija dosežkov vlade ni šla skozi, so jo morali pač umakniti. Pametno, da so umaknili. Hvala Bogu. Pečečnikovo pismo verjetno ni naredil pričakovanega učinka, glede na vse posledice, ki so se zgodile. Pa še ne vemo, ker še vedno igrajo na to, da je v bistvu ta vlada sama. Glede na to, da je on rekel, da je vlada nekaj naredila za podjetnike, ima človek občutek, da je nagovarjal podjetnike. Zdaj pri podjetnikih ni prijelo, lahko da je prijelo drugega nagovarjajo. V resnici predsednik vlade nagovarja zaposlene, da bi oni več dobili. In to zdaj govori naprej. Sej njemu nikoli ni šlo za podjetnike. Podjetnikov je malo, nimajo dosti glasov. Prvi zaposleni, mogoče že zdajle v Lidlu, ki si seli to bo časoma udarilo. Bo prvi zaposleni, se bojo mogoče že v začetku marca, bojo stali na cesti vprašali, a pa res dela ta vlada za nas. Če greste kdaj v Velenje, je tam en zid čist pri tisti trgovski hiši, pri krožišču, ki je tudi porisan in piše gora, vemo, kam gremo, Hisense do nadaljnega zaprto. Ampak to sem hotel reči, se pravi, neuspehi te kampanje, recimo, se pravi, ni bilo dosežko vlade, ta Pečečnik je naredil, kar je naredil. Tina Gaber je očitno napisala samo eno kolumno za Ono Plus, ker naslednje več so pa na delo zamenjali odgovornega urednika. Tako da mogoče pač on njih te objaviti, pa bo zdaj ta vršilec dolžnosti jih objavljal, ne vem, na tedenski ali pa dnevni bazi.
intervencija Nike Kovač, ki je napadla Anžeta Logarja, Tudi ni kar je prijela potem občutkov. sprožilo še nek stampedo na spletnem portalu, necenzurirano pa v Mladini. Kako bi vidva zdaj ocenila to kampanjo, ki uradno ni kampanja? To koristi Golobu, mu veča možnosti na volitvah, je uspešna, je neuspešna? Jaz mislim, da je precej že zacementiranega. Ne? In zacementiranega je na način, da je mnogo tistih, ki so jih ujeli na limance leta 2022, ne, z vrhunskim menedžerjem in so kasneje ugotovili, da smo dobili vrhunskega manipulatorja in prevaranta, že odločeno, da pravzaprav tja ne grejo. In to je, mislim, da je skrb, torej, da ne grejo še enkrat v to. In to jaz mislim, da je skrb ali pa posledica tega, kar vidijo v ozadju s tistimi svojimi anketami, je zdaj ta šizofrena, agresivna predkampanja, ne, ki se jo grejo. Od stranke same preko tistih Naprej Slovenija, ne, do Nike Kovač, ki je pravzaprav angažirana na dnevnem nivoju, ne, preko medijev, preko Jocov Pečečnikov in podobnih. Ne. Če bi bilo stanje za njih tako dobro, sem jaz prepričan, da bi oni lahko mirno čakali s svojimi rezultati, ne nazadnje. Če misliš, da si res delal fantastično, ne bi rabo 40 ur uporabljati, ne, tisto, kar so potem ustavili za dosežke vlade. Ne. Tako da jaz mislim, da se neki zelo tako temeljito se dela nek premik, po moji oceni. No. Zdaj vidimo, da je zdaj že v predkampanji zelo v teku kampanja anti-Janša. Prej je to nekako šlo vendarle proti koncu, ne? Rednih kampanj, se mi zdi. Ne? Imaš tak občutek, da je Janša glavni cilj? Ne, spet sprožajo to isto zgodbo, kot je bila, o tem govorim. Seveda, anti-janšizem bo vedno, ker je zdaj vedno prijemu. No, Kučanova naslovnica je bila taka na ampak zdaj imajo pa četrta Janševa vlada. Zdaj imajo pa problem, ne? Problem imajo pa, ker je ponudbe več. Ne? Imamo recimo novo vodstvo Nove Slovenije, združene s tistimi dvemi strankami še, imamo Logarja, imamo na drugi strani Prebiliča, ne, ki pravzaprav ni dobil licence, pa vseeno vztraja, ne, imamo recimo dosti bolj glasne Pirate, ne. Skratka, nimamo več zgodbe Janša, anti-Janša, pri čemer zdaj ta anti-janšizem po moje, da ima toliko razpok, ne, ker anti-janšizem je praktično koalicija Janković-Golob Mesec. Ne. Mislim, da skrajne že spraviš leve vlade. Zdaj govoriti o tem, da je pa to neka rešitev. Stevanović tudi, ne, ponovem. Mislim, da je pokopan. Mislim, da je pokopan. Ampak v koaliciji je verjetno. Bil je mišljen. Vztrajno ponavlja, da mislim, to ideološko plat ali pa to, bom rekel, to trdo zgodbo, ne, ta trda zgodba pa je, anti-janšizma pa je bila mišljena kot, bom rekel, Golob Janković Mesec. In problem je, ker je prvič tukaj zraven Zoran Janković v taki vlogi, kot je. Zoran Janković ni popularen. Mislim, ne rabimo odkrivati tople vode, če rečemo, da ni popularen. In zdaj anti-janšizem je lahko, bom rekel, prijemal do te mere, ker Zorana Jankovića nikoli ni bilo v tej vlogi. Bil je lahko kot podpornik, ni bil pa nikoli v vlogi tega, da je pravzaprav on držal roko nad vlado 4 leta. Ne? Čeprav se s tabo strinjam, kaj hočeš ti reči. Jaz bi rekel, mogoče, da prej ni popularen tudi v končni fazi pri Golobu, pri teh, ne? Da je to pač nekaj iznuje. Ampak ne morajo se ga pa znebiti. Pri ljubljanskih volivcih, saj tistih, ki grejo voliti, da se ne ujamemo. Je popularen, ne? V končni fazi, sam to hočem reči, se boš kamot mi kontriraš, ne rečem, da nimaš prav, sem to hotel poudariti, da se pravi ta tranzicijska levica zmeraj močno stavi na volivce v Ljubljani, ne? In na enake stavi on. In sigurno, če bi zdaj, recimo, jaz, Bog ne daj, da kaj tazga napovedujem ali pa pričakujem. Ampak, če bi zdaj recimo Zoran Janković šel v medije, ne, pa rekel, da je Golobova vlada najslabša na svetu in da mora iti, to bi se jim poznalo. To bi završalo. Ja, vprašanje kje, ne? Vprašanje kje. Lej, jaz mislim tako, ne? Sem to repliko bi rad dal Aljušu.
Treba je gledati tudi zadnje volitve ljubljanske, boš videl, s kakšno tisti, ki so šli, sem rekel. Ampak tisti, to na državnem nivoju. Jaz sem po Šutarju rekel, da tokrat torej volitve marca 26 ne bo več odločala Ljubljana, to je res, ampak podeželje. To si rekel. In kar je v bistvu vse, kar ni Ljubljana. Na tem podeželju si verjem, mi tega Jankovića ne želijo. Mogoče tam kakšen flekac Primorske, ampak to je to. To podrobnost bi dodal, ki kaže na to, da so v kampanji resne težave in da se leva sredina zaveda, da je preti hud poraz. Poglejmo, kaj se je zgodilo v parlamentu. Tam je predlagala predsednica Republike za ustavno sodnico gospo Kresalovo, potem si je premislila, je umaknila, tik pred zdajci predlagala gospoda Komljanca, kjer je vladna koalicija kjer je vladna koalicija tega sodnika soglasno predlagala parlamentu, da ga ne izvolijo, ker je primeren kandidat, potem pa je zdaj nenadoma predsednica rekla, da tega kandidata več ne podpira, je ponovno predlagala tik pred volitvami isto kandidatko kot prej, Kresalovo, ta ista mandatno-volilna komisija z istimi poslanci je podprla zdaj tisto, ki je bila prej zavrnjena, zdaj imamo v resnici dva predlagana, oba so podprli, Lejte, in to tik pred volitvami, in to delajo samo enega razloga, se takih imenovanj je še cel kup, na tej zadnji seji redni parlamenta, ko nobene več ne bilo, to je čist prikaz panike zaradi strahu, ker bo poslej drugačna večina in teh svojih kadrov ne bodo več mogli nastaviti. In zdaj iščejo, kjer so najbolj primerni, da bi zacementirali za naslednja leta in to delajo na tak način, da škodijo ugledu teh inštitucij absolutno, ker jih prikazujejo kot strankarske. Ni sodnik umaknjeni kandidat za ustavnega sodnika, ti sodnik, ki sodi blogerju Miti Kunstlu, ki ga toži. To sem jaz zasledil. Toži Tina Gaber zaradi njegovih zapisov. Ampak to ni to problem. Problem je v tem, da je mandatno-volilna komisija tega sodnika že predlagala, je torej v postopku v parlamentu in tu predsednica republike sploh nima pristojnosti, da še ustavi. Pravniki pravijo, da lahko eni ne. To je kot pri zakonih. Torej, ko je zakon komisija že poslala naprej, pa popravila, potem ne more več vlada umakniti tega istega zakona, ker je to že predlog parlamenta samega in komisije same. Ne more predsednica, ker je od to ločena veja oblasti. Pravnik, tako da jaz tle ne bom zahajal v zgodbo. Jaz delam parlament celo življenje. Zato tu ne govorim o proceduralnih dilemah na pamet. Tudi sodnik je isto povedal, popolnoma enako, da on ni umaknil kandidature in kdo je torej to lahko sploh naredil v tej fazi postopka. In on je odličen pravnik. Ne glede na to, da imamo lahko o njem različna mnenja. Čeprav, zdaj vprašanje, kaj je hujše, to, ali da se umakne, ali pa da bi na glasovanju pogoril. Ker smo imeli primere predlogov ravno te predsednice republike. To je irelevantno. Jaz govorim o nekem nenavadnem ravnanju oblasti. Oni ga lahko zavrnejo ali ne smejo pa po domače delati. Prosti, meni je, kar mi je pri tej celi zgodbi strašljivo, je to, da lahko na pritisk Mladine, Nike Kovač, Jenula in podobnih, pride do take spremembe. To je pa tisto, kar je napovedala nekoč Jasna Murgel, kar je verjetno ušlo v tisti ihti in beso. To je meni, recimo, pogledamo zadnji primer tele, bom rekel, ustavne odločitve o zločincu Rupniku, jaz se ne bom spuščal v te pravne postopke, ampak recimo, to, da pride taka zadeva tik pred volitvami, v taki sestavi ustavnega sodišča je meni majčkeno tako, malo zastrižeš z ušesi. Že zelo dolgo mrtve oficirje jugoslovanske vojske. Mi smo zdaj pa 46. letu. Kralji. Nismo pa še RTV. Ustavno sodišče s tem kaže, da je neodvisno od aktualne politike. Ne gre se. In tudi od naše ustave, ker od naša ustava prepoveduje smrtno kazen, tu so pa požegnali smrtno kazen. Od ustave je še najbolj nažalost. S tem, da sem jaz to bolj razumel, kot jaz pač imam svoje prepričanje o tistem obdobju, da sem to bolj razumel kot verifikacijo, da so armijska sodišča zdaj pravno ti ne moreš potrditi veljavne sodbe, ki po današnjih standardih ni bila pravna. Pustimo zdaj, kakšni časi so bili pa tam pa to. In je brez veze, da to delaš,
ker ne boš s tem nič prispeval v debato, a je Rupnik bil na pravi strani zgodovine, ali ni bil, ali je sodeloval z okupatorjem, ni bil. Se zato pravim, zato pravim, je to brez veze. To je pač, ti si lahko zločinc, pa te vsem pokrivem obsodijo, to hočem reči. Ampak da se vrnem kot zanimivost, kot drugo stvar, da se vrnem na ustavno sodnico Kresalovo. Kar je mene presenetilo, da je pa sploh izpadla iz igre, ker pedigre ona po mojih informacijah ima. Ona je bila preženena, mislim, da v družino Kardeljev. Tako da je sploh izpadla takrat, mi je bilo... Mogoče je to bila napaka, Ja, ki se zdaj popravlja. Ja. Skratka, mogoče redovnik ni bil znan vsem tistim, ki bi morali biti. Skratka, ni normalno, da se gre tako, ker težko se je znebiti občutka, da so sodnika Kršmanca pravzaprav skrajno ideološki skrajneži iz vrst Mladine iz 8. marca in pa iz Glasa pravzaprav koštali tega. In verjetno so te akteri, ki so ga javno pljuvali, tudi pritiskali na politične stranke, da so potem spremenile, ker dvomim, da je predsednica šla brez podpore, jasne podpore političnih strank. Vmes se je podpora spreminjala in vsakič je mogla prilagoditi. Ampak moramo tudi celoto pogledati. Mi imamo zadnjo sejo parlamenta pred volitvami, redno. In na tej seji ni samo ta nenavadnost. Volijo kar 3 ustavne sodnike. Na zadnji seji volijo tudi guvernerja Banke Slovenije, ki ga že eno leto nimamo, ker je pač šef vlade zahteval, da je treba državno sekretarko politično nastaviti, da bi on obvladoval banke. In volijo tudi varuhinjo človekovih pravic, kjer je gospa Bavdek predlagana, sicer ima dobrega predlagatelja, gospoda Ernesta Petriča, ki ga jaz izjemno cenim, sam ima pa tisto strašno preteklost z arbitražnim sporazumom. Nima nobene zgodovine, oprosti, miren na podlagi varovanja človekovih pravic. Ja, seveda ima. Ona lahko vedno reče, da so ne bile kršene človekove pravice, ker so jih prisluškovali in objavili, kako je kršila pravna pravila, ko je počela nekaj, kar je prepovedano. Ampak to je samo še nekaj, kar kaže blazno paniko, ta ihta, ki se zdaj dogaja, ker vidiš, da pravzaprav med predsednico in gibanjem Svoboda, med predsednico Natašo Pirc Musar in gibanjem Svoboda ni bilo pravzaprav nobene kohezije. Zdaj pa jih je nekdo discipliniral, praktično 2 let, in zdaj na vrat, na nos, na zadnjo sejo, na tako pomembne državotvorne funkcije, prihajati z nekimi predlogi, ki verjetno niso optimalni, ampak so ideološko optimalni. In to je pa tisto, kar... Pa zadnji trenutek. Jaz bi rekel, da je nekdo pritisnil, da je to prišlo do uskladitve na višji ravni. Zgleda, da res obstaja teoretična možnost, da Janez Janša dobi prihodnje volitve in režim poskuša obraniti tisto, kar bi lahko. Kar se da obraniti, tako je. Saj nisem to, nastavili so tudi predčasno šef SDH-ja, Telekoma, na zalogo za naslednjo vlado. Podobno, ker tudi ni bilo 2 leti podobno. Čakam sam še novico, da bo vlada donirala lepo število koles. Vemo, kam to pelje. Zanimiva debata. Miran Videtič, Peter Jančič, najlepša hvala za vsa vajina pojasnila. Gledalci, to je vse za nocoj. Mi se prihodnjič vidimo spet ta petek. Do takrat hvala za vašo pozornost in pa seveda ne pozabite, lahko noč in srečno.